tle verjetno ste sodelovali, v bistvu boste sodelovali tudi z velikimi podjetji softvera, recimo, ki jih takoj praktično srečaš zdaj. Prej si tudi Getty Images omenil, zanima me, kako vzpostavljate kontakt s takimi podjetji, zavrtiš telefon, so ti vrata tako odprta do določene osebe, ali se treba več časa boriti, da prideš do... Na večjih ravneh. Včasih se ti zgodi, da srečaš na nekem sejmu nekoga in se v prvi, mogoče ne sekundi, ampak ujamaš. In on človek, ki te na osebni ravni si se ujel, ti bo pomagal. Potem druga stvar so investitorji pa svetovalci. Zelo pomembno je, da si najdeš in investitorje in svetovalce iz tvoje branže. Zdaj, kakor prej sem omenil, v Sloveniji recimo za te internetna podjetja na svetovni ravni je zelo težko najti koga, ki bi imel te izkušnje. Če si v neki industriji drugačni, ki pa v Sloveniji laufa in je v Sloveniji v bistvu internacionalna, pa ne vem, Gorenje, Iskra, kaj vem, katere zadeve, je pa v bistvu potem najdeš nekoga, ki že ima nek ta ozadje, ki že ima svoj telefonski imenik ljudi, ki jih lahko pozna in potem on pokliče. Načeloma ponovadi taka oseba ne naredi dosti več kot to, da on mu naprej pove, da ga boš ti poklical ali pa po mailu. In naslednji korak je pa to, da si mogoče po telefonu oziroma Skypeu vzame 20 minut, malo več in potem naprej iz tega. Se pravi, iskati svetovalce pa investitorje, ki imajo to ozadje iz tistega ali pa iz približno podobnega branže, kot se lotevaš sam. To ti zelo pomaga. V končni fazi, če nisi sam dober komunikator, pripelješ pač koga kot soustanovitelja. Mi smo zamenjali v bistvu direktorja potem. Eden od Boštjan je bil direktor, pa se je izkazalo, da so investitorji želeli, da bi bil nekdo bolj izkušen in smo pripeljali drugega direktorja, ki ima mogoče malo več teh skillsov, communication, kako moraš včasih tudi kakšno pivo s kom spiti, da se odprejo te kanali informacijski. Mislim, kot banalno se sliši, pač v resnici investicija, nekateri jo zelo primerjajo s poroko. In se pravi, konkretno recimo odnos podjetnik-investitor, da je to poroka. In to pomeni, da moraš se tudi v takih zelo človeških zadevah dobro ujeti, ne samo čist formalnih poslovnih. Tudi na pivo greš z investitorjem, brez težav. Potem to dvojno, mogoče.